Hej, danes bi rada govorila o nečem, kar me skrbi že res dolgo časa. Meni se zdi, da biti kreator nekih vsebin ni tako simpel, zaradi tega, ker nikoli ne veš, s kom boš delal, ali te bodo zamenjali za koga drugega, ali boš dobil del. Ne vem, včasih se mi zdi, da sploh nisi tako zaželjen. Tu sem hodila dati ven iz sebe, no. Živijo, Teja. Jaz sem Andreja, diplomirana medicinska sestra. Ej, naš poklic je pa zmeri ful zaželen. Pa zmeri rabimo kakšen par rok za pomoč. A prišla ti z mano danes pogledati v mojo službo, da malo vidiš, kaj vse počnemo, pa kako izgleda? Je valjda, zakaj pa ne? Očitno so medicinske sestre res vroča roba. Teja, a si ready? Ja, valjda, jaz sem čisto spremna, v glavnem jaz tudi čakam, da medicinska sestra za en dan. Ok, preden začneva. Pred meritvijo krvnega tlaka je zmeri fajn, da človek takole 5 minut malo posedi, da se malo sprosti. Potem fajn je, da pol ure pred tem nisi bila kaj telesno ful aktivna, da nisi pila kakšne kave, zelenega čaja ali pa kakšne energijske pijače. Okay? Tako da zatem dala kar manšeto gor na roko. Ok, čisto v redu, lej. 114, 178. Ma, vidiš, zdrava kariba. Ja, fajn. Kdaj pa zdaj merimo krvni tlak, a ne? To je čisto neka taka osnovna preiskava, se pravi, izmerimo vitalne funkcije, rečemo, pogledamo, koliko ima naš bolnik ali pa poškodovanec srčnega utripa, koliko ima tlaka, zato ker nam to že da neko tako sliko, kaj se z našim bolnikom dogaja. Ok, se pravi, ena od drugih takih osnovnih stvari, s katerimi se zmeri sreča medicinska sestra, je povijanje ran. To je čisto osnova. Tako da, ponavadi, danes se bomo učili, glej takole, prst bomo povijali, bom šla počas, da si boš ogledala, ker pa boš pa ti na vrsti, aj prav. Vzeli bomo tam malo ožji tale povoj, tako. Vedno začneš, lej, pacient ti mora pomagati, zato da res lahko lepo zaviješ, ker kako zaviješ rano, je en tak podpis medicinske sestre, jaz rečem, in če je to res lepo naredi, veliko pove o medicinski sestri. Ok, začneš na zapestju in se v bistvu lej avto se pelje po avtocesti. Vidiš, da ti tako lepo drsi povoj. Začneš na zapestju, narediš ene 2 omota, potem pa, se pravi, greš na prst. Veš, pa greš spet malo krog. Bojo naredili še kapico. Tole, skozi hodiš malo gor, pa nazaj na prst, ampak zaključaš na koncu na zapestju. Prav, tele bi še z mikroporom zavil. Fajn je, a vidiš, da je nek tak klasast ozorček, pa da res lepo izgleda. Lepo, a ne? Super, a ne? Ok, Bravo. zamenjava. Ampak kdo še kakšno vprašanje? Katere so pa tiste rane, ki jih največkrat povijate? Ja, največkrat res povijamo ureznine. Ja, in to res ureznine na prstih. Se pravi, kakšni delavci, olfa nož hitro zdrsi, pa je kakšna rana, ali pa, a ne, ko smo v kuhinji, kakšna z nožem se hit zgodi, da nam zdrsne. Tako da prste res največkrat povijamo, zato jih tudi radi najbolj vadimo, zato da je res lepo poviti. No, se pravi, v bistvu prste je fajn, da znaš povijati vsak človek, ne sem tisti, ki dela v zdravstvu. Ej, ja, točno tako. Prav pride. Ja, res je. Zdaj, kar so mene naučili, je, da je zelo pomemben ritem in sicer pomorski unej. Mi je pomagala Peta, ne? Ja. Staying alive, staying alive. Je pa to delo res dinamično, sicer tudi zahtevno, ampak je največja nagrada to, da pomagaš sočloveku. No, saj to je pa tudi največ vredno. Je pa še ena dobra stvar te srednje šole, da je tukaj ene prakse, se pravi, lahko greš prakso delati v tujino in koristiš Erasmusa, ne? Valjda, pa še ljudi z istimi interesi spoznaš. No, v glavnem, če hočeš biti ti vroča roba in vedno zaželjen, mislim, da je srednja zdravstvena šola prava izbira zate.